Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Željo, da bi naši občani bili čim bolj informirani, uvajamo z današnjim dnem novo oddajo, ki sicer ni nič drugačna kot ostale oddaje Med nami povedano, ampak bomo vsak prvi ponedeljek govorili o novostih v občini Ormož. Verjamemo, da bo to več kot dovolj dobrodošla oddaja, da boste sproti obveščeni, da boste vedeli, kaj se dogaja, kaj lahko pričakujete, pa tudi včasih, če lahko čemu oporekate, ne, če bi karkoli bilo takšnega, kar bi vas zmotilo. Vsekakor, vsak prvi ponedeljek bo naš gost nekdo iz občinske uprave oziroma občinski delavec, ki bo vedel povedati kaj novega o načrtih in vse torej, kar se dogaja v naši občini. Ampak tako kot se spodobi, se nam je zdelo prav, da pa je prvi gost, torej na prvi ponedeljek, ki ni prvi ponedeljek, ne, ampak je pač prvi ponedeljek bil praznik, župan občine Ormož Danijel Vrmjak. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ni pravzaprav tako zelo dolgo, ne, ko ste zadnjič bili tukaj z obema sosednjima oziroma županoma sosednjih občin, ampak nič ne škode, ne? Nič ne škode, lepo je, da se informacija šire, sicer takrat smo bili za eno drugo temo, bi rekel, danes pa bodo verjetno bolj prijetnejše teme. Vsekakor vam uvodoma želim čestitati za srebrni znak kvalitete, torej zlati kamen. Občina si ga je vsekakor prislužila, se vsi strinjamo in iskrene čestitke. Kaj pravzaprav eno takšno priznanje pomeni vam osebno kot županu, pa seveda vam občinskim delavcem? Ja, to je sigurno ena lepa nagrada skozi vso delo. Vidiš, da je prava pot. Konec koncev ta nagrada je nekako kazalnik, bi rekel, da držiš res neko povprečje oziroma si na določenih področjih nadpovprečen okrog drugih kazalnikov, ki so v primerjavi z slovenskim povprečjem, če se lahko tako izrazim. Tako da to nam res kaže, da smo v podravskem območju ena izmed uspešnejših občin na področju razvoja. To priznanje je seveda priznanje kompletne občinske uprave, zavodov, vseh ljudi, ki tukaj sodelujejo, da smo si dokazali, da znamo, da smo na pravi poti in da si želimo, se pravi, razvoja naše občine. To priznanje je občina pred kratkim prejela, ne? Vi osebno ste ga prevzeli kot župan? Tako, ja. Prevzeli smo ga v Ljubljani, ni dolgo nazaj, tako da verjamemo in upamo, da bo se ta, bi rekel, srebrna barva tudi kdaj spremenila v zlato. Smo na dobri poti, smo preskočili kar nekaj stopničk, tudi indeks razvojne, bi rekel, ogroženosti se nam je, bi rekel, v prid zelo povečal, tako da gremo z nekimi kazalnikami naprej. Tudi število prebivalcev se nam povečuje, kar je izjemno dobrodošla informacija, pa tudi na nekaterih področjih smo res napravili izjemne korake in to je prepoznala tudi vsi ti ocenjevalci, ki te nagrade podeljujejo, da smo se občina Ormož zaslužila, se pravi, te prestižne nagrade. Tako veliko se dogaja povsod po občini, ne, investicije razne so v teku, proračun težak 20 milijonov, ne, je kar dobro porazdeljen, bi lahko rekli. Koliko od tega se pravzaprav vlaga oziroma je namenjeno investicijam? Ja, investicije zdaj že bi rekel, kar zadnja leta namenjamo od 10 do 12 milijonov evrov. Še mogoče se katero leto pokaže, da še celo presežemo, se pravi same prihodke na račun ravno teh razpisov. Tudi to se nam recimo zgodilo prav v lanskem letu, da smo celo za 5% presegli kompletni plan. To je, bi rekel, izjemen rezultat in smo nekako na 12 milijonih, ne, tako da proračun smo povečali iz tiste normalne primerne porabe iz 10-11 milijonov na 20 milijonov. Večina je teh sredstev, ki se pravi kažejo, teh 20 milijonov so seveda sredstva pridobljena na raznih razpisih, državnih, evropskih. In to je tisto, kar bi rekel krasi, kar plemeniti naš proračun. Res delamo zelo, bi rekel, racionalno z sredstvi. Dobesedno delamo projekte takšne, ki so res sofinancirane, ali strani države ali Evrope. In s tem res želimo vsaki evr, ki ga imamo, bi rekel, naš suh evr, jaz se vedno tako izrazim, ki ga imamo v samem proračunu občinski, da res oplemenitimo, da napravimo iz tega čim več. Vsekakor morda občanke in občani niti ne vedo, koliko truda je vloženega, ne, za pripravo vseh teh projektov, kako ste se pravzaprav lotili tega, ne,
ne vem točno, kako naj postavim vprašanje, ampak neka zagnanost še čuti, ne? Priprava teh projektov, sposobne ljudi imate, ne, ob sebi. Ja, sigurno. Župan da ideje, župan da predloge, pa ne samo župan, tudi občinski svet. Mi smo pa tisti, ki moramo to zadevo realizirati. Se pravi, s čim boljšimi indeksi, pa tako sem rekel, lepo je tudi, da včasih presežeš 100% realizacijo. Res pa je, če nima zadaj ljudi, ki ti sledijo, ljudi, ki grejo za to birokracijo takšno in drugačno slovensko, ki vemo, kakšna je, naprej, je to zelo, zelo težko resničljivo, ne. Moram vseeno res pohvaliti naše zaposlene, konec koncev, da v določenih projektih pridemo med top 3 projekte v Sloveniji in da si s tem zaslužimo sofinanciranje, to redkim uspeva. In to bi rekel, to zdaj že držimo kar nekaj časa, tako da smo prepoznani tudi po tem, da je Ormož ima pripravljene projekte, vedno razmišljamo že za naprej. Bi rekel, da mi pripravljamo že recimo sedaj projekte, ki jih želimo uresničevati leta 2026, torej projekti, ki so v letošnjem letu so dobesedno že ob zaključku, nič se ne zaustavljamo. Torej delamo vedno plane, tudi moram reči, vedno smo prisotni na takšnih in drugih prireditvah, ki jih institucije, ki nekako razlagajo, v katero smer bodo šli razpisi, smo vedno prisotni. Tudi upravljamo poleg, bi rekel, teh funkcij, tako kot jaz za župana, drugi občinski sodelavci, recimo direktorica občinske uprave, tudi upravljamo nekatere druge funkcije, ki so na nivoju regije, tako da smo probamo biti čim bolj poleg, ko se zadeve odločajo. Čim bolj že tiste prve korake nekako delate, bi rekel, v prid tudi manjšim občinam, to je včasih velika borba, velike občine včasih želijo preglasiti manjše občine in tu moraš biti glasen, da si tudi sam zboriš svoj kos torte in to je tisto, kar se sedaj dela, kar mislim, da kar uspešno delamo in moram reči, da smo pripravljeni tudi na te večje projekte. Seveda, tako kot pa je v gospodarstvu, tako je tudi na teh funkcijah. Včasih mora tudi biti malo sreče, zadeva se ti mora tudi dobro poklopiti, tako da nekako, kar moraš, bi rekel, skozi vse te ovinke, poprobaš čim več pripeljati. No, očitno ste torej ubrali dobro taktiko, ne? Projekti so pripravljeni, ne? Čakamo na tisti pravi trenutek in gremo naprej z njimi, ne? Se prijavljate torej na različne razpise. Obrtna cona se polni, se širi, gradi se, ne? To pa je tudi nekaj, kar nas zelo veseli, ne? Kako pravzaprav je s tem, je popolnjeno vse? Ja, tu je popolnjeno vse, tako da to je res, bi rekel, to, da smo leta 2020-2021 s to obrtno cono končali, sedaj smo v letu 2024 in se pogovarjamo res o razprodaji, torej tam do leta 2025 se bo absolutno zadeva zapolnila. Tudi na tak način imamo pogodbe sklenjene z samimi lastniki, da se tudi uporabna dovoljenja v tem času pridobivajo. Seveda tudi tukaj nismo nič čakali, vemo dobro, da imamo že izvajalca, da smo izvajalce že dobili, sedaj ti zaključni pogovori še tečejo. To se pravi, da že v mesecu aprilu želimo začeti, se pravi, opremljati novo obrtno cono, se pravi Glinokop. To se pravi, na voljo bo novih več kot 30 hektarjev površine. Pa ne samo, da se pogovarjamo o komunalnem opremljanju, pogovarjamo se že o, bi rekel, z potencialnimi investitorji, kateri bi lahko zasedli to mesto. Tako da res tu gremo s polno paro naprej, kar se tiče gospodarstva. Gospodarstvo je konec koncev tisto, tudi ta obrtna cona, ko smo jo polnili, je nekako res tudi tempo v naši občini spremenila. Gospodarstvo je tisto, ki žanje tudi ostale dejavnosti in to moram reči, da se nam trenutno zelo, zelo obrestuje in o tem še bomo absolutno naprej delali. Tako da gospodarstvo je ena izmed tistih panog vedno, ki bomo na njo polagali, bi rekel, največ energije. No, letos je torej leto dni, ne, odkar smo odprli Kartago, človek bi komaj verjel, ne, da je torej leto dni že minilo, ampak zadeva dobro napreduje, ne. Smo videli, da so še uradno poslopje dogradili v tem času. Tako, tudi še bodo dograjevali, mi imamo sedaj nalogo, bi že začeli zdaj v mesecu aprila z predstavitvijo samega daljnovoda. To bomo storili tam najverjetneje sedaj, ker še moramo določene zadeve prilagajati. Maja oziroma junija najkasneje, se pravi, gre za predstavitev tudi daljnovoda bliže k
same obvoznice Ormož. S tem bomo sprostili še dodatne kapacitete, se pravi dodatne površine, se pravi podjetja Carthago, in Carthago lahko prične, se pravi tudi za tisto njihovo, zdaj že ne drugo fazo, tretjo fazo, celo dogradnje, to je tudi njihova želja, da bi se malo širili. In se pravi bomo jim dali, se pravi, kompletni suport, da to tudi storijo. Tako da se bo že lahko razmišljalo, v jesenskih časih tega leta, da se tudi podjetje razvojno širi z njihovimi fazami naprej. Bo kaj tako velikega morda tudi v Glinokopu, ali so to še vse skrivnosti? Bodimo presenečeni, tako da mislim pa, da bo kar dosti govora še v prihodnje okrog Glinokopa. Aha, ste kar skrivnostni malo. Skrivnostne, bi rekel, zadnji se vršijo pogovori, to ne bom tako daleč skrivnost, ampak zavezani smo tudi v nekaj poslovne skrivnosti. Naj ostane, tako kot je pri Carthagu ostala informacija dolgo skrivnostna, ko pa bo taki čas, pa vam obljubim, da boste vi prvi, ko boste zazvedeli. Tako, fino, hvala lepa. Sicer pa, ja, tehnološki park, ne, se tudi lepo raste, ne, kdaj bo zaključen, kdaj bo torej vseljiv, kakšni so načrti? Ja, načrti so absolutno v tem letu, zaradi bi že 30. september, to nas nekako zavezujejo tudi, bi rekel, razpise oziroma pogoji, ki jih je država postavila. Vemo dobro, da smo tukaj bili uspešni z 1,6 milijona evrov črpanja preko Ministrstva za kohezijo. Zdaj je mogoče zakaj september ali konec leta, gre se še za eno informacijo, ki jo moramo dobiti. Zdaj še so šli pozivi dodatni za nekatera razpisna sredstva, ravno v konec meseca marca smo jih dobili. Naj bi šli v realizacijo tam do meseca maja, junija, kjer se bomo občine dogovorile, kako še bodo ta sredstva razdeljena, ki so še predvidena za inkubatorje. Občina Ormož vsekakor si tu želi še dodatno črpati sredstva. S tem bi zmanjšali tudi naša lastna sredstva. Konec koncev, če smo 1,6 milijona počrpali, vemo dobro, da je projekt vreden malo več kot 4 milijone evrov. To bi morali, se pravi, tudi z lastnih sredstev zagotavljati. Nekaj še imamo ostalih prijavno zaradi opreme, ampak bil bi kar velik zalogaj, morali bi ga porazdeliti malo po letih, zato še vseeno upamo na še dodatna sredstva, na še večjo razbremenitev proračuna, tako da bomo lahko vsa ta sredstva, ki so v prvi fazi bila planirana za tehnološki park, še porabili za kaj drugega. Občina veliko vlaga tudi v kulturno dediščino, obnova gradu poteka, ne, je v teku, tako da lahko pričakujemo, ne, da bo kmalu vse odrejeno. Kaj pravzaprav je trenutno v teku, kakšna dela? Ja, sedaj največ del je teh, bi rekel, gradbenih del, to se pravi, ureja se samo podstrešje gradu, zdaj oziroma dostop do samega grajskega stolpa. Tukaj se bodo formirale še tudi ostale zgodbe, se pravi, kar se tiče turističnih samih produktov. Želja nam je, da nekako za to obnovo te kulturne dediščine dodamo oziroma oblikujemo 7 takih turističnih programov povezanih z kulturno dediščino. Zdaj, kar še je v fazi, pa kar tak vsi vidimo, je tudi ta obnova oziroma, se pravi, sanacija same poti v Grajskem parku. Tu se bo zdaj pričela tudi nameščati nova urbana oprema, se pravi, nove klopi, novi koši. Potem pričnemo tudi z zasaditvami dreves, približno 30 dreves bo na novo zasajenih v tej fazi. To se seveda delamo preko soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, imamo tudi najetega arborista, ki nam svetuje, da ne bi karkoli sadili, kar v park ne sodi. Tako da to je vse ene zadeve, potem pa že pričnemo, se pravi, sestanki že tečejo z digitalnimi zgodbami. To se pravi, želimo si tudi neko digitalizacijo spostaviti skozi samo pot do grajskega stolpa, tako da bomo, ko bo nekdo prišel k nam oziroma ko bomo mi potovali po tej poti skozi grad, bomo lahko marsikaj izvedeli, kaj se je v tem gradu v preteklosti dogajalo, na kaki način se je kompletna zgodba oblikovala, na kaki način je sploh grad nastajal v Ormožu. Tako da jaz mislim, da bo ena taka zanimiva, privlačna zgodba z novo razgledno točko, se pravi, s prihodom na grajski stolp, ki tak tisti, ki smo že bili zgore, vemo, kakšen lep razgled je. Tako da to bo ena taka res zanimiva zadeva, nova turistična pridobitev. Jaz verjamem, da v sklopu destinacije Jeruzalem Slovenija, povezavi z kulturno dediščino, Ormoški grad, ki tak je določen simbol oziroma velik simbol naše občine, bo lahko to ena zelo, zelo lepa zgodba, ki seveda bo imela velik tržni potencial.
Ja, neka pravljica, ne eno tako pravljico se bo dalo doživeti, ne, ko se bomo odpravili v ta grajski stolp. Pa da ne pozabim, Ja. začele bodo delati ure, Aha. tudi začeli bodo zvoniti zvonovi, tako da se bo tudi slišalo pa videlo. Ja, gotovo ta kulturna dediščina je en potencial, ki bomo lahko predstavili ga vsem našim obiskovalcem Ormoža in okolice, pa morda vseeno eno pojasnilo, ne? Bili so očitki, kako se sedaj ta drevesa v parku podirajo, ne? Rada bi, da se obrazloži našim gledalcem, predvsem to, da je to vse pod kontrolo, da so to vse strokovnjaki zraven in da to ni kar tako, ne? Seveda, za vsako drevo, pravim, je zadaj bil arborist. Arborist je vsa mnenja, ki jih je zapisal, moral dati, se pravi, v pridobitev mnenj Zavoda za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in to res nobeno drevo ni bilo podrto, bi rekel, kar tako, da bi si kdo izmislil. Res pa je, to pa moram povedati, pa ne želim črniti nobenega, ampak v parku se skozi leta, žal je park bil zelo slabo vzdrževan, kar se tiče dreves, to je tudi bilo povedano za strani arborista in pa vseh tistih, ki so soglasja mnenja dajali, da se nam je razvilo zelo veliko bolezni, katere nismo zaustavili. Vkolikor bi v preteklosti to zadevo boljše vzdrževali, bolj čistili, se pravi sproti obrezovali, tudi konec koncev kakšne invazivne sorte dreves odstranjevali, tega v takšni meri ne bi rabili podirati. Sedaj pa se nam pač dogajajo te zadeve. Moram reči, da največja skrb, ki jo trenutno imamo v glavi, pa je tudi lahko povemo, je tudi ta, da nam zelo, bi rekel, peša zdravje največjega našega drevesa pred Ormoškim gradom. Delali smo že, se pravi, na tem veliki jesen, ki stoji ravno pred spomenikom. Smo že delamo različne raziskave, tudi te, bi rekel, raztezne, tako imenovane analize drevesa, kako ga naj rešimo, ampak se nam je v zadnjem delu korenin začel zelo posedati. Ocena je absolutno, da je drevo zelo nevarno. Ne želimo poseči po tistem najbolj drastičnem ukrepu, ker je konec konca en velik simbol za našo mesto, ampak vse to nas lahko spet čaka. In to je spet ena zadeva, ki bi se mogoče prej dala urejati, sedaj pa jo že leta. Vse, kaj se župan želimo zadevo rešiti, želimo ali se da s kakimi upori zadevo rešiti, s kakim porezom, mogoče s kateri strani, da ne bi taka sila bila na drugi del drevesa, ampak pravim, vse je eno z drugim, pravim pa še, da bodo se drevesa na novo zasadila. Res pa je, da se pa moramo zavedati tudi, da so drevesa, ki so seveda bila po parku posajena, so prerasla, se pravi, že mogoče malo svetlobno ali kakorkoli drugače škodijo ostalim drevesom in se pravi, je tudi potrebno bilo napraviti, bi rekel, neko strokovno mnenje, se pravi, da se ta drevesa nekako nadalje zaščitijo, ki še so v samem grajskem parku. No, to je, se mi zdelo prav pomembno, ne, da se pove, da bodo ljudje vedeli, da to vse skupaj vzdrževanje in končno tudi prestrukturiranje tega parka, no, če se tako izrazim, ni kar tako, ne, da so za vse strokovne podlage in vzroki najbrž, ne, takšni, kot je treba. Seveda, če že govoriva o razvoju turizma, grad bo seveda torej velikega pomena v tej smeri, pa vse te novosti, kar prinaša, ne. Kaj pa športni turizem, ne? To je tisto, kar nas seveda tudi navdaja z nekim novim upanjem in končno tudi z dohodkom. Kako kaže z gradnjo nove telovadnice? Ja, zdaj z gradnjo nove telovadnice se pravi, se absolutno borimo. Zdaj vemo, da moramo občinski prostorski akt spremeniti, to se pravi, da tista kmetijska zemljišča, ki so tam pri stadionu, spremenimo, se pravi, iz kmetijskih v zazidalno, da bo možno tam graditi. Zdaj teme absolutno pogovarjane z Ministrstvom za kmetijstvo tečejo, tako da jaz verjamem, da bo na koncu zgodba uspešna, da nam dajo zeleno luč. Za naslednja zelena luč, ki nam morajo dati, je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem.
Obetajo se investicije, se pravi ravno tam v letih od 2026 naprej. Radi bi spostavili, tudi država bi rada spostavila nekatere regionalne projekte na področju športa. Zdaj, in mi seveda se borimo, da eden izmed takih regijskih projektov, kjer bi se naj gradilo več teh večjih telovadnic po Sloveniji, da en takšni projekt, se pravi, absolutno spada v Ormož. In to je tisto, na čem sedaj delamo, to se pravi, projekte bomo pripravili do takrat, do leta 2026. Nekaj sredstev bomo probali, bi rekel, skozi leta nekako privarčevati, če se lahko tako izrazim. Vemo že, na katere dodatne razpise bi se prijavljali. Absolutno pa pri takšni investiciji, ki je ocenjena tam verjetno od 7 do 8 milijonov evrov, vkolikor upoštevamo res vsa želja iz koordinacije, ki smo jih s športnimi društvi, s klubi imeli in pa tudi kar mi sami kot občina Ormož in pa za potrebe športnega turizma moramo imeti, tako da tu bo nekje cifra, pričakujemo še enkrat z strani države neko pomoč, tako da jaz verjamem, da nam bo to uspelo in da bomo to telovadnico zgradili. Seveda pa za razvoj enega dobrega športnega turizma še rabimo, vemo dobro, nočitvene kapacitete, da vsi tisti, ki pridejo k nam, imajo kje prespati, imajo tudi vse drugo poskrbljeno od prehrane in tako naprej. Tako da tudi tu se bo moralo nekaj v bodoče zgoditi, kar pa jaz kot župan, vsaj iz mojih oči, kljub temu, da imamo, bi rekel, nesrečno zgodbo takšno in drugo okrog ormoškega hotela, verjamem in upam, da tudi razvoj na področju gospodarstva, da razvoj na področju turizma, tudi konec koncev gradnja ustreznih pogojev za reševanje oziroma nadgradnjo športnega turizma, bo tudi botrovala k temu, da se bo tudi na tem ormoškem hotelu nekaj zgodilo, da bo prepoznana tudi na trgu ta zgodba ormoškega hotela na način, da je tudi ta zgodba v Ormožu rentabilna in da ima, se pravi, potencial za sam razvoj. Samo mimogrede, ne, vedno vas to sprašujem. Je kakšno upanje za ta hotel? Je kje kakšna svetla točka? Samo na kratko. Pogovori okrog hotela vedno tečejo, vedno se kdo tako oglasi. Moram reči, da smo tudi ze strani občine kontaktirali, bi rekel, vse večje te hotelske verige. Pa če lahko mogoče malo na glas razmišljam, bi rekel, niti taki problem pri določenih hotelskih, bi rekel, verigah, ki bi ta hotel nazaj spostavili, kar se tiče s finančnega dela. Koliko je večji problem s tem skrb po zagotavljanju delovne sile, ne. Vseeno, če odpereš takšni hotel, moraš imeti minimalno 4 zvezdice, to se pravi od kuhinje do strežbe, do kompletne ponudbe, se pravi, mora biti zagotovljen. Vemo pa dobro tudi, če smo zelo odkriti, ko se je odprl Sibon v Jeruzalemu, so določeni problemi bili, izzivi, hvala Bogu, so jih dobro premagovali. Zato je mogoče večja skrb pri investitorjih ta. To se pravi, na kak način tudi kadrovsko, se pravi, zadevo zagotoviti, če se dobro vemo, da je v tem času največji problem ravno, bi rekel, po kadru, po zaposlitvah. Vemo, odkot se ljudje prihajajo in to je treba pri turizmu še toliko bolj tema, se pravi, da se pozornost pri pridobivanju kadra mora, se pravi, na ustrezen način izvršiti. No, pred kratkim ob robu, ko smo govorili o novi razsvetljavi na nogometnem igrišču, je predsednik nogometnega kluba v izjavi dejal, da bi se torej ob tej športni dvorani izrazil se je akademija športna, ne, kar bi predstavljalo torej neki hostel, ne, kjer bi lahko športniki prespali. Je to v tem načrtu ali je to zamišljeno nekaj novega? Mi smo prostorske akte temu prilagodili, to se pravi, ko smo mi umeščali, se pravi, samo športno telovadnico, potem še tu želja, se pravi, da se zgradi še novo nogometno igrišče z umetno travo, s tem bi nam dosti olajšalo tudi, kar se tiče priprav treningov, manjšega vzdrževanja na teh igriščih z naravno travo. Je bila še podana pobuda, to se pravi, za izgradnjo, ampak to za zasebnega investitorja, za izgradnjo, se pravi, pokritih tenis igrišč in pa za tako imenovano vzpostavitev neke akademije, nekega hostla, nekih nočitev. In pa, se pravi, tudi bi rekel, da bi se tam vršile določene masaže, bi bile določene predavalnice na voljo tistim vsem, ki bi nekako na
te treninge oziroma na te priprave prišli, tako da to je še vedno v igri, ampak tako kot pravim, tisto bi bilo bolj zasebnega tipa, kar se pa tiče igrišča nogometnega in pa telovadnice, to pa je skrb, se pravi, občine. Tako, pa še morda o cestah, ne, pred kratkim smo že poročali, torej, da se je začelo torej, graditi vse tisto, kar je planirano, 16 odsekov to leto. Zadeve dobro potekajo, najbrž, ne? Zadeve potekajo, zadeve smo že pričeli, tako da se že v naravi marsikaj vidi, od zahvališč do tudi že konec koncev gradenj so se pričele, tako da jaz verjamem, da tam do konca avgusta bo zadeva absolutno končana, da bomo priča obnovi novih 16 odsekov, kot tudi mosta v Venkovci. Je pa res, čaka pa nas kar nekaj dela tudi na tem področju v prihodnosti, tako da moramo absolutno posvetiti še več pozornosti preko obnovi, sanacijam, modernizacijam, predvsem lokalnih cest. Zdaj v mislih imam predvsem to cesto, se pravi, od zbirnega centra nadaljevanja, to smo že par kilometrov sicer napravili, to se pravi proti Svetemu Tomažu. Zdaj cesta, ki je tudi v enem slabšem stanju in je potreba absolutno čim prej zadevo sanirati, je predvsem ta cesta proti Vičancem, tu v velikonedeljski podgorski strani, tako da probali bomo najprej, se pravi, pozornost tem res lokalnim cestam, kjer je večja, bi rekel, prometna konica, če se lahko tako izrazim, v tistih največjih oziroma najbolj tistih časih, kar se tiče same službe in pa prihoda v šolo ali kakorkoli drugače. No, situacija v zvezi s hitro cesto je znana, ne? Se ne bova ponavljala, ali želite kaj dodati? Upajmo, verjamemo, tako kot nam je bilo rečeno. Sicer mogoče se za par mesecev zadeva premika, ampak še vedno je to leto. Junija je bilo rečeno, mogoče se za kakšen mesec sedaj zamika štart. Zdaj izvajalci bi naj bili že dokaj poznane, tako da jaz upam in verjamem, da do te zadeve pride. Zdaj moramo vseeno se zavedati, da to bo investicija, ki bo peljal Dars. To se pravi, jaz verjamem in upam, da glede na to, da so projekti pripravljeni, vedno nam je bilo rečeno, da ko bo gradbeno dovoljenje izdano, se pravi še za odsek Markovci-Gorišnica, da bo zadevo zapeljali, da bo se začela gradnja, se pravi, obeh odsekov, se pravi od Ormoža do Markovec, in da se v tem času, ko se te dve trasi gradita, da se bo še umestila, se pravi, zadnji del trase, to se pravi Markovci-Ptuj, in se pridobilo tudi gradbeno dovoljenje za ta odsek, da se kasneje tu samo, se pravi, gradnja nadaljuje. No, pa še ena vesela novica, vrtec v Miklavžu pri Ormožu bo kmalu zaključen, dela gredo, ne, k koncu v tem času. Dela grejo k koncu, zunanje ureditve se pravi dogajajo, čakamo še samo, se pravi, opremo za zunanja igrala, bi rekel, določene postavitve, bi rekel, finese še se napravijo, tako da jaz verjamem, da tam, če odštejemo, se pravi, otroško opremo še določeno, bo s 15. aprilom zadeva najverjetneje zaključena. To opremo še bomo čakali, potem bomo še, se pravi, pridobili upravno dovoljenje in tako naprej, tako da jaz mislim, da konec meseca aprila oziroma maja bi morali otroke preseliti že, se pravi, iz dvorane Miklavž v nove vrtce. Tako da po planu, glede na to, da smo imeli plan konec junija, bomo sigurno za en dober mesec zadevo prehiteli in čim prej, se pravi, tudi otvoritev napravili, pa tudi otvoritev bi že mogoče naprej povabil, sicer pa vabila še bodo prišla. Otvoritev bo se zgodila tam v prvem tednu v juniju, datum, ki ga sedaj nekako formiramo, je 5. junij, okrog 16. ure, tako da tudi vsi lepo vabljeni, da si ogledate nove prostore. Je pa zgrajen kot vrtec, tako tudi preko nova enota knjižnice, ki se bo zgodila pri Miklavžu pri Ormožu, tako da gre za te kraje za kar velik projekt. No, s tem vrtcem torej bodo te šolske in vrtčevske zgradbe urejene več ali manj. Kaj pa čaka, torej še veliko nedeljo, ne? Tam si obetajo novo šolo. Ja, tam tudi pospešeno delamo, to se pravi, še neke malenkosti delamo okrog umeščanja, potem bomo se z lastniki zemljišč dobili, da predebatiramo okrog umestitve same osnovne šole. Zdaj nekako želja pa je, da tudi do leta 2026, prej ni niti možno zadevo začeti z gradbenimi deli, da bi do leta 2026, se pravi, uredili, kar se tiče zemljišč.
kar se tiče prostorskih aktov, kar se tiče, se pravi, pridobitve gradbenega dovoljenja. S tem bi potem imeli tudi podlago, se pravi, da nekako pričnemo z gradnjo osnovne šole. Tudi, bi rekel, državne razpise nekako grejo v to smer, da bi naj leta 2026 naprej se neka sofinanciranja lahko obetala. Tako da tudi na to štartamo. Super. Fino, v glavnem vse se dogaja, vse gre, lepo gre, ne? Nimaš kaj. Pravzaprav pa je zanimivo to, ne, da nikjer v občini se ne sliši nekaj, da nekaj ni prav, da nekaj ne gre dobro, ne? Že zato vam treba čestitati, razen teh nekih posebnosti. Kar pa nas najbolj veseli, ne, pa je seveda kolesarska dirka, ki nas tudi čaka, ne, kmalu, to bo tudi velik dogodek in zelo pomemben dogodek za našo občino. Ja, res je. Dobili smo zaupanje tudi to leto. Lansko leto smo se tudi lepo dobro izkazali, smo tudi bili pohvaljeni za strani organizatorja. Za aktivnosti itak že tečejo, to se pravi z naše službe, se pravi iz urada župana, kot tudi iz javnega zavoda za turizem, kulturo in šport se že zadeve dogajajo, pripravljajo, kaj se bo v tistem dnevu tudi dogajalo. Torej ve se, da 12. junija bo prva dirka, Murska Sobota štart, Ormož cilj. Posebnost te dirke oziroma te etape bo, da bo v resnici šla etapa po 4 državah, to se pravi kot Slovenija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, da bo se pravi slovensko-hrvaško mejo se bo prečkalo prav v Ormožu proti občini Cestica, kar je velika posebnost, pa tudi veliko zaupanje samega organizatorja dirke je tudi ta, da bo se skozi Ormož šlo dobesedno 3-krat. To se pravi, prvič, ko pridemo z ljutomerske strani, se bo šlo skozi, se pravi, proti ormoški meji, občina Cestica, potem na Cvetkovsko stran skozi mesto, Ormož prvič, se bo zaokrožilo nad samo obvoznico, Ormoško in potem cilj, bi rekel, tretjič bo tisti zaključen. Vemo, interes je velikega števila ekip, tako da še bo verjetno kakšna ekipa več kot lansko leto. Skozi to bomo absolutno promovirali spet tisti našo glavno vinsko cesto, Svetinje Jeruzalem, kjer bo dirka tudi v tem letu potekala. Bi pa povedal, aktivnosti tečejo, društva se že zelo zanimajo, se pravi ob trasah sigurno se bo pripravljali določeni spektakli. Vsi pa seveda vabljeni 12. junija na sam Klemenčičev trg, kjer bomo pričakali najboljše kolesare, kjer bo tudi podelitev. Spremljalo nas bo približno 180 držav to dirko. Vključili se bomo direktno, bomo v živo preko televizije Slovenije, kot tudi preko Eurošporta, tako da bo promocija za našo destinacijo, za našo občino zelo velika. Tako da lepo vabljeni, sicer bo cilj malenkost kasneje, kar nam tudi paše. Lansko leto smo ga pričakovali tam med 2. pa pol 3. uro, sedaj bo med 3. in pol 4. uro, tako da nam tudi to gre vse po planu. Lepo vabljeni, jaz verjamem, da se bomo skupaj poveselili in da bomo imeli en lep športni dogodek v Ormožu. Ja, kar vznemirljivo je, ne, to vse, ko se to dogaja, ko se pripravlja, ko pričakujemo. Tako da se dejansko že veselimo. Župan, hvala lepa za vse, kar ste nam danes povedali, ker je to torej prva oddaja o novostih v občini Ormož. Je bilo vse skupaj bolj nasplošno, ne, v naslednjih oddajah bomo zadeve specializirali malo, ne, in torej tudi dotične ljudi z občinske uprave povabili v goste, tako da bo vse znano, ne? Nimamo kaj skrivati. Nimamo kaj. Hvala lepa za čas, ki ste si ga vzeli in uspešno delo naprej. Hvala vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, kot smo že povedali, vsak prvi ponedeljek v mesecu o novostih v občini Ormož. Tako da, če naprej se nam pridružite prvi ponedeljek v mesecu maju. Vse dobro do takrat, ja, sicer pa v naslednji ponedeljek tudi oddaja Med nami povedano, ampak bomo govorili na druge teme. Srečno!